Gizdava stonoga, tajvanska ljudska pravljica. V razkošnem gozdu, v katerem se je kar trlo mnogoterih živali, je v ličnem rovu pod okroglim kamnom živela stonoga. Bila je prepričana, da je najlepša stonoga daleč naokoli. Najčudovitejše pa so se ji zdele njene noge. Imela jih je seveda natanko 100. Začela jih je občudovati zjutraj, takoj po zajtrku, in jih nehala šele naslednjega dne proti večeru, ko je prišla do zadnje. Tam blizu pa je v svojem domovanju, polnem rovov, živel dolgi deževnik. Od jutra do večera je garal, ril je po zemlji, gradil zapletene podzemne hodnike in dolge rove. Vsak večer si je zadovoljno ogledal opravljeno delo in šel mirno spat, do naslednjega jutra, do naslednje gradnje. Ker je neprestano garal, je bilo njegovo telo čudovito bleščeče, krepko, dolgo in gibčno. Nekega dne je po dolgem deževju prilezel iz svojega bivališča na plano in se pretegnil v oblačnem dnevu. Tudi stonoga je prigomazela iz svojega domovanja. Zagledala je deževnika in se pri priči zaljubila vanj. Naredila je nekaj korakov naprej, da jo je opazil tudi deževnik. Bil je očaran nad lepotico in se je tudi sam zaljubil vanjo. Poprosil je kuščarja, naj mu bo za snubača, in ga poslal k stonoginim staršem. Ta je tako hvalil deževnikove vrline in večnadstropno domovanje pod zemljo, da je bila stonoga še bolj pripravljena vzeti deževnika za moža. Ko je deževnik izvedel za novico, je bil presrečen in je že začel zaljšati svoj dom za nevesto. Stonogine prijateljice pa so začele tako izdihovati in stokati. O, kako je to nespametno! Le kaj vidiš posebnega na deževniku? Saj vendar nima niti enega samega para nog. Le kako bo znal ceniti tvoje? Je menila prva. Samo pomisli, kam boš pospravila svoje čevlje? Potrebovala boš eno omaro za navadne, drugo za plesne, tretjo pa za promenadne čevlje. Ne vem, če ima deževnik v svojih rovih toliko prostora, je podvomila druga. Misliš, da bo imel dovolj denarja za tvojega čevljarja in nove čevlje? Je vprašala tretja. Si pomislila, kako boš morala garati, mu šivati in prati obleko? Takle deževnik, ki rije od jutra do večera pod zemljo, se umaže in se mora zato preobleči 10-krat na dan, je ugotavljala četrta. Pravzaprav ne boš potrebovala več plesnih in promenadnih čevljev, se je spomnila peta. Saj boš cele dneve in noči v tistih rovih pod zemljo. Ko je stonoga poslišala sodbe svojih tovarišic, je postala vsa zbegana. Medtem ko je ženin ves presrečen veselo ril pod zemljo in gradil novo nadstropje za svojo ženico, je stonoga tuhtala o svojem bodočem življenju. Razmišljala je o dolgih cevastih oblekah, ki jih bo morala prati in šivati, in o plesnih in promenadnih čevljih, ki jih ne bo več nosila, in o življenju globoko pod zemljo. In čeprav je bil deževnik na vso moč všeč, je bila zdaj vse bolj negotova. Nazadnje se je odločila, da deževnika ne bo vzela za moža. Napisala mu je dolgo pismo. V njem je nad vse hvalila njegovo lepoto, moč in marljivost. Nato je prešla v dvome, ali jo lahko preskrbi, da bo živela lepo in udobno življenje. Navsezadnje je najlepša stonoga daleč naokoli, s prečudovitimi nožicami, da jo občuduje ves svet. In na koncu mu je sporočila, da se z njim ne bo omožila. Deževnik je od same žalosti za nekaj dni nehal delati. Zaril se je v najtemnejši rov svojega domovanja in vzdihoval. Nazadnje je prebolel razdrto zaroko. Spoznal je ljubko deževničko, jo zaprosil za roko
in se z njo oženil. Imela sta na stotine malih deževnikov in živela srečno do konca svojih dni. Stonoga pa je ostala sama. Sprva še naprej zaljubljena v svoje nožice, potem pa vse bolj razočarana in žalostna, dokler ni nazadnje umrla. Tako je, vidite, če poslušamo tuje čenče in verjamemo praznim govoricam.